Ja, študijski krožki in teden vseživljenjskega učenja, ki je fantastičen festival zavedanja, kako pomembno je vseživljenjsko učenje. Ampak učimo se stvari, ki nas veselijo, ki nas strastno zanimajo, ki nas napolnijo, s tem, da zvečer, ko ležemo v posteljo, zapremo oči, se nasmehnemo in rečemo, jaz sem srečen človek. Danes sem se spet naučila nekaj novega. In to poudarek na vseživljenjskem učenju, na študijskih krožkih je izjemnega pomena in premalo se država oziroma oblast zaveda, kako pomembni so krožki in kako pomemben je Andragoški center, ki ima razvit ta koncept vseživljenjskega učenja. Mi imamo res velik nabor dejavnosti. Mislim, da imamo veliko več kot večja mesta, tako da ne samo, da lahko rečemo, da imamo vse, kar imajo veliki, ampak da imamo več, kot imajo veliki. In iz socialnega vidika, iz osebnostnega vidika je to izredno pomembno, ker človek se uči, dokler živi. In da nam nekdo daje možnost, da imamo tako blizu, tako poceni, tako raznoliko, je res velika hvala vsem v knjižnici oziroma v kulturnem domu. Zelo rada hodim na UTŽ in sicer ob torkih na razna predavanja. Potem pa članjena sem v krožke joge, angleščine in zdaj še zeliščarskega krožka. Že nekaj let pa tudi obiskujem filmski dopoldanski abonma. Meni veliko pomeni bralna ura, ker jaz ne vidim praktično. Jaz zelo malo vidim. In te gospe nam pa prečitajo vse tisto, kar jaz ne morem brati. In potem izvem iz njihovih ust. Všeč mi je, da knjižnica Šmarje tako pozitivno vpliva tudi na celotno okolje, saj ne samo na Šmarje, ampak tudi širše, kajti tudi mi, ki smo recimo malo bolj v hribovitih krajih, hkrati seveda zelo lepih doma, da imamo še vedno dokaj blizu nekje neko ustanovo, ki združuje tako kulturo kot izobraževanje. Lahko si ogledamo različne prireditve iz vseh možnih zvrsti in spektrov. Lahko si ogledamo kakšne dobre filme, pridemo seveda na izobraževanje, se kaj novega naučiti. Skratka, zelo močna ustanova, ki združuje zelo širši krog poslušalcev, obiskovalcev in seveda tudi potem na tak način ljudi.